Gost današnjega Delovega studia je finančni analitik Matej Tomažin, s katerim se bomo pogovarjali o privatizaciji in upravljanju državnih naložb. Gospod Tomažin, iz obdobja odhajajoče vlade imamo seznam 15 državnih podjetij, ki so predvidena za prodajo. 3 smo že prodali, 12 jih še čaka na prodajo. Zdaj, nova vlada je napovedala nekakšno nadzorovano na privatizacijo, vendar razen bodočih kandidatov oziroma bodočih ministrov za finance in gospodarstvo se ni nekako jasno opredelila, ali bo prodajo teh podjetij na tem seznamu nadaljevala ali ne. Bi to morala storiti, bi morala dati bolj jasen signal vlagateljem in navsezadnje tudi prodajalcem, ne? Vsekakor. Ta signal je potreben in bo nujen in mislim, da bo tudi prišel v prihodnjih dneh. To obnašanje moramo razumeti v kontekstu, da se je vlada formirala in je potrebovala, recimo tako v navednicah, mir tako na enem kot tudi na drugem polu, in zato so bile te njene izjave tako ohlapne, ki pa so seveda povzročile tako negotovost kot tudi špekulacije o tem, kaj se bo zgodilo. Naj spomnimo, pretekla vlada je v finančnih centrih v zahodni Evropi, tudi v Rusiji, predstavljala Republiko Slovenijo in tam je dajala konkretne besede, konkretne napovedi, kaj bo storila glede teh 15 podjetij. Težko si zamislim, da bi ponovno se šli tako rečeno kockat z ugledom ter kredibilnostjo Republike Slovenije v finančnem svetu, kajti moramo se zavedati, da naša država danes se zadolžuje, se še zmeraj zadolžuje in po vsej verjetnosti bo to še počela tudi v prihodnje. To pa pomeni, da so ti sogovorniki bodo še zmeraj pri mizi in jih ne smemo v bistvu zavesti z enim drugim dejanjem, katerega posledice bomo potem pri tretjem dejanju pač plačali. To smo lahko tudi videli pri Aerodromu Ljubljane, kajti vlagatelji potrebujejo določene jasne stvari. Pri Aerodromu Ljubljana smo videli, da v drugem krogu so določene ponudbe bile nižje, predvsem zaradi previdnosti, kaj točno se bo zgodilo. Tako da taka dejanja imajo svojo posledico, seveda pa je vprašanje v bistvu, če vsi ti politiki, ki sedaj stopajo v čevlje nove vlade, to tudi razumejo, kajti pogosto se to predvideva, posplošuje, malo ljudi pa to razume. Bi torej morala biti neka jasna opredelitev do privatizacije, tako rekoč ena prvih nalog, ki jih bo naredila ta vlada, no? Mislim, da sam gospod Cerar je v dosedanjem načinu govora o tej temi jasno med vrsticami povedal, da določene zaveze so bile sprejete, določene zaveze se bodo potrebne spoštovati, tako da on ni jasno se opredelil, da bo tukaj potrebno potegniti ročno zavoro in totalno cel proces obrniti na glavo, ampak mislim, da bi bilo pa vsekakor dobrodošlo, če bi jasno povedal, seznam je tukaj, kar smo rekli, moramo storiti, to je naš obraz in gremo naprej. Seveda definiranje samega postopka, procesa, tukaj je določen manevrski prostor, pričakovati pa je, da glede na to, da so vsi ti procesi danes zelo pod očesom celotne slovenske javnosti, da je tukaj manevrskega prostora za tako in drugačno izigravanje zelo malo. Res je, da lahko prihaja do kakšnih nepredvidenih v bistvu zasukov, kot naprimer pri Aerodromu Ljubljana, ko se je SDH naenkrat odločil, da bo v končno pogajanje sprejel samo enega kupca, čeprav je bilo več interesov, ki so dali zavezujočo ponudbo, ne. Take stvari se lahko dogajajo, vsekakor je pa to konkretno pod nadzorom vseh, tako finančne javnosti, kot tudi rečemo regulatorjev in politikov, tako da tukaj je resnično malo prostora za take stvari. Ampak ravno pri recimo Telekomu Slovenije zaradi teh nekih nejasnih signalov zdaj nekako prodaja tako rekoč od julija, začetka julija že stoji, a ne.
Razmišlja se celo o ločitvi telekomunikacijske infrastrukture od storitvenega dela podjetja. Vodstvo SDH je celo dejalo, da če v tednu ali dveh ne bo jasnega signala, da bo pravzaprav dosedanji postopki, da bodo padli v vodo, ne, in da bo treba nekako začeti znova. Ne. Kakšne posledice ima lahko takšno nekako nejasno dajanje signala oziroma neopredelitev, konkretno za prodajo Telekoma? Ne? Posledice so že vidne. S Telekoma je bilo sporočeno, da ta proces se vleče predolgo časa, da vpliva na njihovo poslovanje oziroma angažiranost njihovih ljudi, namesto da bi se ukvarjali s poslom, se ukvarjajo s postopkom, tako da to že ima določene posledice. Bi pa tukaj seveda izpostavil, parlament je dal soglasje k prodaji, ni dal soglasja k zaustavitvi tega postopka, tako da SDH tukaj na nek način daje določeno pobudo novi vladi, da se še dodatno potrdi in pokaže. SDH bi lahko tukaj enostavno v bistvu rekel, poglejte, mi imamo navodilo parlamenta, parlament to lahko kadarkoli prekliče, v bistvu do zdaj ga tega ni preklical in gremo naprej. Tako da tukaj sej mogoče malo tudi ni vse na strani v bistvu mandatarja, je tudi na strani SDH-ja, kako to igro igrati. Dejstvo pa je, da če bi bili vsi ti signali dosti jasni pa glasni, bi postopek tekel naprej. To samo razdeljevanje podjetja v tako ključni fazi je pa seveda mešanje štrene. No, to sem vas hotela vprašati, kaj pravzaprav bi to sploh pomenilo? To pomeni, da v bistvu dajemo v neko enačbo nek dodaten X, iz katerega ne ve nihče, kako in na kakšen način se bo to naredilo. Pa to niso komentarji samo, rečemo, nas, ki to spremljamo od zunaj in smo v bistvu na nek način samo opazovalci. To so tudi komentarji od znotraj, tudi predsednik uprave Telekoma je rekel, da to nekako nima smisla. Če bi to imelo nek smisel, bi to oni že predlagali po vsej verjetnosti na skupščini. Tega niso naredili. Tudi vprašanje, na kakšen način se lahko taka stvar naredi, kajti danes Telekom Slovenije ni državno podjetje v celoti, ima male delničarje. Kako bodo potem mali delničarji dobili dve delnici, to bi morala biti skupščina. Za skupščino je potrebno spet določen prag vseh glasov, ama tukaj država to večino na skupščini ali jo nima. Vemo, da v bistvu so bile določene glasovalne pravice odvzete, tako da tukaj je cel kup nekih izzivov pa vprašanj, ki se zgodijo v celem tem kontekstu razmišljanja razdvojitve. Po drugi strani smo pa lahko slišali s strani ministrov nove vlade, da v bistvu ni problem samega podjetja, problem je regulator. Z regulatorjem lahko vse kontroliramo, samo poslovanje, tako da tukaj se pridružujem temu mnenju, da to razdvojevanje je v bistvu po vsej verjetnosti razmišljanje v napačno smer. Če bi bilo potrebno razmišljati o ločitvi oziroma o kontroli teh storitev, je tukaj regulator. In regulator bi lahko, v bistvu se pravi APEC, bi lahko povedal, kaj je možno, kaj ni možno, oziroma v katero smer stopati, da bo trg v bistvu tak, da bo imel potrošnik največ od tega. Pa bi pravzaprav tak razkosan Telekom sploh bil še zanimiv za vlagatelje? Ne vem. Po vsej verjetnosti v določeni meri da, samo vprašanje pa za kakšno ceno. Vemo, da enkrat, ko so stvari zelo, zelo meglene, takrat kar nekaj teh potencialnih vlagateljev stopi korak stran, mogoče tudi strateških. Ostanejo pa tisti, ki točno vedo, kaj s tem lahko pridobijo, na kakšen način in kje lahko pač tisto limono stisnejo, da priteče tista limonada, ki jo nihče drug ne vidi. Tako da v bistvu to pa spet vodi v tisto trditev, da tak način privatizacije ustvarja cel kup priložnosti za obstranske pogovore, dogovore in podobne stvari. Kajti danes govoriti o sami ločitvi, to po vsej verjetnosti ni postopek enega ali pa 2 mesecev. To je lahko postopek enega leta ali pa leta pa pol. Včeraj so celo govorili o 2 ali 3 letih. To je tisto, kar je.
In pri tem se spet ne smemo pozabiti, ne. To je korak k temu, da se bo podjetje ukvarjalo samo s seboj, ne pa s trgom. In v bistvu, kakšna bo to škoda, lahko vidimo v bistvu tudi pri sami privatizaciji oziroma pri prodaji Mercatorja, ne. Podjetje se je zaradi lastnih dolgov dolgo časa ukvarjalo samim sabo, ampak rezultat kupca v bistvu pa niso zadržali v trgovini, ne. In posledično v bistvu so bili slabši rezultati zaradi tega. In to je problem, ne. In tudi prodajalci so imeli na koncu Seveda, nižji splen. to je vse problem v bistvu današnje privatizacije, ne. Koliko tega, v bistvu, a bomo imeli uprave, ki se bodo ukvarjale, oziroma ki bodo imele navodila od lastnikov, da se bodo ukvarjale s poslom ali ne. Ker če bodo imele tako privatna podjetja kot državna, če bodo imele ta navodila dosti jasna, da se je potrebno ukvarjati s poslom pa s trgom, pol mislim, da to posledično pomeni zaposlitve, razvoj, novi produkti in v bistvu neko rast, ne. Glejte, zdaj nekako glavno merilo pri prodaji državnih podjetij ne bi bila kupnina, ne, tako nekako narekujejo tudi pravila Evropske unije, do česar ima pa marsikdo zadržke. Veliko se govori o iskanju nekega strateških kupcev, ne, ki ne bi zagotovili dolgoročen razvoj podjetja. Zdaj udeleženci včerajšnje razprave o privatizaciji pa so nekako ugotavljali, da pravzaprav je težko reči, kakšen lastnik je boljši, ali strateški, ali portfeljski lastnik, ne. Kakšne kupce bi po vašem mnenju morali iskati za podjetja, ki jih zdaj prodajamo, ne? Ja, vsak kupec ima svoj cilj in točno ve, kaj in kako bo naredil. Po vsej verjetnosti je najbolje iskati tiste kupce, ki mu bodoče podjetje lahko predstavlja tisti košček v mozaiku celotne zgodbe in je za tako podjetje pripravljeno največ plačati. Zdaj, če je ta zgodba v kontekstu razvoja, je to super, če ni v kontekstu razvoja, je to seveda ima svoje posledice. Bodisi naprimer v tistem črnem scenariju, naprimer zapiranja podjetja in podobno. Ampak zavedati se moramo, ko enkrat prodamo nekaj, je to od novega lastnika. Lastnik lahko z lastnino počne, kar želi. Vprašanje je seveda na naši strani, kaj smo naredili s kupnino. A bomo s kupnino naredili še eno tako podjetje, a bomo naredili še 2 take podjetje. To je bistveno vprašanje, ne. Vsi se ukvarjamo z mislijo, kaj bo novi lastnik naredil. Ja, lastnik je plačal z denarjem in je postal lastnik. Kaj bo naredil, je njegova stvar. Dejstvo je, da seveda so skrb delavci pa razvojni projekti in podobno. Zato tudi po vsej verjetnosti v večini primerov ne gre za tako te črne scenarije, ki se pa vsake toliko časa zgodijo, ki pa in jih potem vsi v bistvu omenjajo, ampak to ni v bistvu tisto, kar se večinoma zgodi. Jaz se spomnim, ko se je prodajal Jutex, v bistvu tam smo zaznali v postopku prodaje, da je bila tako uprava kot tudi delavci so bili veseli, zato ker prihaja nek strateg z novimi trgi, z novimi produkti in so prav komentirali, da pod novim lastnikom bo pa poslovanje bistveno bolj stabilnejše, pa varnejše, kot pa pod finančnimi lastniki skupaj z državo. Ker finančni lastniki pa država v bistvu nima novih idej pa novih produktov, ki bi lahko obstoječemu podjetju jih ponudila, ne. In zato v bistvu v tem kontekstu je potrebno to razmišljati v tej smeri. Zdaj, kar se tiče razlikovanja med strategom pa finančnimi vlagatelji, finančni vlagatelj bi optimiziral, očistil, spravil podjetje v boljšo kondicijo in na to po vsej verjetnosti prodal naprej strategu. Tako vedno je končni lastnik. Končni lastnik je zmeri nek strateški lastnik. Temu v bistvu se ne gre izogniti, ne. Dejstvo pa je, da strateg v bistvu si bo rekel, ok, ali kupam to podjetje pa se ukvarjam s temi problemi, ali v bistvu počakam pa bo se nekdo drug ukvarjal s problemi, pa bom jaz kupil čistejšo verzijo. In tukaj je ta dilema v bistvu kaj in kako. Zdaj, če bo finančni vlagatelj, moramo pa tudi tako razlikovati. Finančni vlagatelji, se pravi skladi, imajo lahko v svojih portfeljih tudi druge podjetja in jih lahko združujejo. Naprimer bi rekel, da bi en sklad, ki ima Telekom nekje v Afriki, pa Telekom nekje v Aziji, pa Telekom nekje v Zahodnji Evropi,
kupil zdaj Telekom Slovenije, pa bi pa rekel, no, bomo pa zdaj vsa ta podjetja malo združili, pa bomo probali v bistvu narediti eno večjo telekomunikacijsko podjetje. To so vse možne stvari. Zato v bistvu ne smemo takoj pomisliti, da tudi finančni skladi iščejo sam v bistvu nek špekulativni zaslužek. Ja, saj zaslužek že, ampak ta pot do tega zaslužka je lahko zelo različna. Po drugi strani se pa moramo priznati, da proces restrukturiranja, ki smo ga v tujinah zaznali kot zelo hiter odziv na spremembo poslovnega okolja, je v Sloveniji kar nekaj časa trajal. In ta proces je bil tako dolgotrajen, da je marsikdo porabil celotno zalogo razpoložljivega kapitala in sedaj je v točki, kjer si ne more privoščiti niti malenkostnega razvoja, in to je napaka. In to je tukaj v bistvu ta odraz našega poslovnega okolja. In tukaj mora biti iz tega ven mora priti druga filozofija poslovanja. In to je, da če vidimo, da gori, se pogasi. Še bolje, da se že pripravi v bistvu malo vode, da vkolikor bo požar, da tam voda čaka. To je neko proaktivno razmišljanje in mislim, da s privatizacijo, v bistvu to pa je zdaj ta ključ, ta miselni preskok privatizacije. Se pravi, privatizacija ni samo dobra zaradi tega, ker prinaša, kupnino, se reče samo kupnino, ampak prinaša po vsej verjetnosti prinaša tudi drug način upravljanja s podjetji. Do sedaj smo lahko videli, v bistvu, da je bilo veliko slovenskih podjetij, ki je govorilo o tem, kaj bodo naredili, zelo malo jih je pa naredilo. Balkanski trg smo imeli pred nosom, imeli smo par let prednosti pred vsemi hrvaškimi, srbskimi podjetji, bi lahko v marsikateri industriji zavzeli top pozicije, pa so bile samo besede. Samo par podjetij je šlo s konkretnimi plani oziroma s konkretnimi koraki v južne države in od teh ni vsem uspelo. Tako da v bistvu to si moramo tudi sedaj naliti čistega vina in si priznati, da tak način upravljanja, kjer so bile uprave v veliki meri nastavljene zato, da so se vračale usluge, ne pa zato, da so razvijale biznis, po vsej verjetnosti kot družbi ne koristi. Ne glede na to, kdo je lastnik. No, zdaj ste pa že me nekako napeljali k naslednjemu vprašanju. Zdaj ravno slabo korporativno upravljanje mnogi vidijo kot ključen razlog za privatizacijo državnih podjetij. Zdaj ste recimo vi v zadnjem letu na področju korporativnega upravljanja državnih podjetij zaznali kakšen pozitiven premik ali nam tudi recimo ustanovitev tega državnega holdinga tega ni prinesla? Mislim, da sama ustanovitev tega holdinga ni nič to spremenilo. Uvedli so vse določeni postopki, predvsem pri kontekstu imenovanja ljudi v nadzorni svet strani v bistvu državnega holdinga. Tukaj se je določeno stvari so se rečemo standardizirale. Dejstvo pa je, kot oseba, ki sem vključen v komisiji za spremljanje v bistvu korporativnega upravljanja strani Ljubljanske borze, lahko potrdim, da se na tem področju bistvene razlike v zadnjih parih letih niso kaj bistveno zgodile. Se pravi, resnično pogrešamo ta razvoj, ta pomik k temu. Po vsej verjetnosti se sedaj kaže ta potreba. Predvsem zato, ker so uprave uvidele, da denarja na bankah ni in da se bodo morale obrniti proti vlagateljem s kapitalom in vlagatelji pa iščejo zgodbo pa transparentnost. In tukaj pa pomeni v bistvu, da ni več v bistvu ta odnos do bodočih ali pa obstoječih vlagateljev, saj vas pa ne potrebujem, ampak bo potrebno, vsake četrtletje v bistvu znatno poročilo, vsako četrtletje ali pa polletje v bistvu konferenca za finančne analitike, predstavitve bodočim ali pa obstoječim vlagateljem, skupščina dobro vodena in vse te stvari, ki peljejo k bolj transparentnem poslovanju. Za slovenska podjetja pa je seveda najpomembneje to, da se začne uveljavljati ta filozofija, da če obljubi A, da potem tudi dostavi A. Ni problem v bistvu, če je
z razlago malo slabša pa malo boljša, ne? Ampak da ne bo na mesto A, ne bomo dobili vlagatelji Ž. To je pol tisto, s čemer vsi stremimo. Ne? To pomeni, da nas bo tudi da nas sama kriza pravzaprav nekako žene k izboljševanju tega korporativnega upravljanja. Seveda, sama kriza nas uči, zato ker v bistvu je zožila ali pa odmaknila tiste vire, ki so bili do sedaj dostopni. Vemo, naprimer, da Krka, NKBM in Gorenje so šli z določenimi delnicami tudi v Varšavo. Po vsej verjetnosti je na mizi ideja, da ko bodo podjetja dovolj zrela, da bodo tudi iskala kapital na takih borzah zunaj Slovenije, ne? Se pravi, da ne bodo samo rekla, rabim 10 milijonov za določene projekte znotraj Slovenije in bodo iskali teh 10 milijonov znotraj Slovenije, ne? Ampak da bodo rekli, pogledajte, mi smo v Sloveniji naredili neko lepo zgodbo, podobno zgodbo želimo narediti naprimer v Romuniji ali pa v Aziji, zato rabimo 10, 20, 30, 50 milijonov in bodo povečale pač število delnic in poskušale najti neke vlagatelje, ki bodo verjele. Ne? Ampak tak management, ki bo to naredil, bo moral imeti dober track record. Se pravi, zelo dober dokaz, da je sposoben nekaj takega tudi narediti. Ne? To pa mislim, da počasi zdaj dobivamo. Dejstvo je, da z dinamiko privatizacije bo v Sloveniji v bistvu bazen teh večjih zgodb se ožal, podjetja, ki bodo privatizirana in prodana, se bodo umikala iz borze in na borzi bo recimo seval prostor za vsa ta nova podjetja, ki bodo lahko zapolnila vrzel. Katera bodo ta podjetja, bomo še videli, ampak vsekakor je pa to izziv za prihodnost. Gospod Tomažin, najlepša hvala za pogovor. Ja, prosim.